Spoštovane gospe in gospodje, oziroma mislim, da lahko kar rečem, drage kolegice in kolegi in drage prijateljice in prijatelji, danes smo v enem zelo poznanem rogu, kar mi je zelo všeč in mislim, da bomo v tej prijetni atmosferi lahko speljali našo problemino in imeli tudi diskusijo, pač koliko je bo mogoče v tem času, ki nam je odmerjen. Dovolite najprej, da kot urednik in organizator te okrogle mize povem nekaj uvodnih besed. Za začetek bi se najprej rad zahvalil Muzeju novejše zgodovine, še posebej direktorici dr. Katji Širok, ki so nas tukaj sprejeli odprtih rok in nam dali na voljo to dvorano za to prireditev. Udeležence okrogle mize poznate, pa vendar kar temu dovolite, da jih nakratko predstavim. Na moji levi je dr. Teja Ratej iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, raziskovalna postaja Maribor, ki se izpada, rečemo lahko, v mlajšo generacijo slovenskih zgodovinarjev in se tudi ukvarja z problemi slovenskega zgodovinopisja v zadnjem času. Na moji desni je dr. Marta Brodžinela z Filozofske fakultete v Ljubljani, ki predava tudi teorijo zgodovine in se je seveda s historiografijo tudi velikokrat ukvarjala. Potem seveda dr. Roto Lucar, direktor Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je, njegova disertacija je bila o slovenski historiografiji, pravzaprav edina monografija, obsežna o tej temi in se tudi drugače, ne samo v slovenskem kontekstu, ukvarja z zgodovinopisjem. Potem seveda na moji levi strani še dr. Egon Pelikan z Fakultete za komunistične študije Univerze v Mariboru, tudi pardon, v Kopru. Nisem vas zelo tukaj, ki ste seveda tudi napisal še nekaj tekstov na to temo in naš kolega dr. Peter Vodopilec, član Inštituta za novejšo zgodovino, oziroma zdaj že upokojeni član Inštituta za novejšo zgodovino, to je njegov prvi javni nastop v tej novi funkciji, ki ga tudi seveda prav lepo pozdravlja v tej novi karieri, prvi nastop. Torej, kaj ne povem, če tukaj med nami ali pa med vami je seveda še veliko ljudi, ki bi lahko sedeli za to mizo. Ni nobenega dvoma, da imamo celo vrsto kvalificiranih razpravljalcev, ki bi lahko ali pa ki boste tudi razpravljali o tej temi na koncu. Izbor je bil pač kakršen je bil, poskušali smo slediti nekaterim stvarem. Prvič je bila nekakšna geografska razpršenost, potem je bila tudi, če hočete, nekoliko starostna razpršenost in seveda poskušali smo povabiti tudi udeležence različnih institucij in jasno tudi gledali smo na to, da ne bi bila to samo moška družba, kot je ponavadja, kot je večkrat se to zgodilo. Nekaj besed o samem zgodovinskem časopisu, da za uvod. To okroglo mizo smo organizirali potem kratko, pa smo jo posvetili pravzaprav temu, da zgodovinski časopis izhaja že 65 let, torej ima bogato tradicijo in kar dolgo zgodovino. Na tem mestu par informacij. Prvi letnik zgodovinskega časopisa, ki je bil, tukaj imam ponatis, seveda, ki nosi letnico 1947, je išel pravzaprav 12. junija 1948. V enem zvezku 4 številke. V prejšnjem tednu, točno 30. novembra, je išla številka 34 66. letnika za letnico 2012. Tako da je do sedaj vsega skupaj išlo 146 samostojnih zvezkov v obsegu, ki sem jih preštel, 29.034 strani. Namreč Vasilij Melik je kot urednik, je o 30-letnici, če 30-letnikov je tudi preštel število strani zgodovinskega časopisa in je takrat naštel 9694 strani. Na vsak način seveda impozantna številka. Naj v teh nekaj statističnih podatkih v zvezi z zgodovinskim časopisom spomnim še na posebno izdajo, ki imamo v okviru zgodovinskega časopisa, ki tudi poznate, to je zbirka zgodovinskega časopisa, kjer objavljamo monografske vsebine. Začela je izhajati 1980, takrat je šel prvi zvezek, to je tale drobna knjižica,
ob 40-letnici Kardeljevega izida razvoja slovenskega narodnega vprašanja. Do danes je išlo 45 zvezkov v zbirki zgodovinskega časopisa in ta je zadnja. To je zbornik referatov z zadnjega posveta slovenske zgodovine na Rogli, letos oktobra, zgodovina otroštva v obsegu približno skoraj 750 strani. Tudi tukaj se vidijo napredke ali razlike, ki so se dogajali. Ne povem, da v zbirki zgodovinskega časopisa v zadnjem času objavljamo tudi monografije v tujih jezikih. Zadnje med njimi je bila, ki tudi šla letos, nova komentirana izdaja konverzije, se pravi tega vzhodnega najpomembnejšega vira za zgodovino spodnarskega in zahodno-panonskega prostora v zgodnjem srednjem veku, ki ga je pripravil dunajski profesor Henry Wolfram. Vsaka dolga zgodba, za to dolgo zgodbo stojijo številni ljudje, tako v uredniškem odboru, uredniki in vrsti jasno tudi avtori, ki jih na tem mestu jasno ne moram naštevati, zato pravzaprav dovolite samo, da spomnim na moje 3 predhodnike, ki so urejali zgodovinski časopis. Prvi urednik je bil Bogo Grafenauer, ki je zgodovinski časopis urejal 22 let, vse do leta 1968. Na to mu je sledil Ferdinand Strim, ki je to nalogo opravljal 4 leta, do leta 1972, in na to Vasilij Melik, ki je kar 26 let bil urednik zgodovinskega časopisa in je to svoje urednikovanje zaključil leta 1999 z izidom 53. letnika revije. Vsi trije so bili profesori na ljubljanski filozofski fakulteti, vsi trije so bili člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti in vsi trije so žal že tudi pokojni. Jasno, najbolj zaslužni za pomen in vlogo zgodovinskega časopisa ne nosijo uredniki, ampak številni avtori, ki so njegove strani polnili z vsebinami, od katerih so številne pokazale, da lahko rečem, kar trajno vrednost. V zgodovinskem časopisu so verjetno objavljali prav vsi slovenski zgodovinarji, ki so pustili svoj pečat v povojnem slovenskem zgodovinopisju. Najstarejša sodelavca zgodovinskega časopisa ob njegovem začetku sta bila Dragotin Lončar in Niko Župančič, rojena 1876, torej v istem letu kot Ivan Cankar. Današnjo najmlajšo generacijo sodelavcev zgodovinskega časopisa pa predstavljajo študente zgodovine, rojeni približno 115 let za omenjenimi trebi. Ob tem ne povem, da je bil zgodovinski časopis vedno odprt za mlade sodelavce in da je to nekaj, kar je lahko, s čimer se lahko pravičeno pohvali. Ko je leta 1995 v 49. letniku išel 100. zvezek zgodovinskega časopisa, je takratni urednik Vasilij Melik v manjšem obračunu prehojene poti naštel tudi predhodnike in prednike zgodovinskega časopisa. Kot predhodnika je označil Mitteilungen des historischen Vereins für Ukraine, ki so začeli izhajati že pred marčno revolucijo 1846. Kot prednika pa slovenski pandant istega časopisa Izvestja muzejskega društva za Krajinsko, ki so začeli izhajati 1891. leta. Obe glasili sta se leta 1911 združili, kot so dejali takrat, v poliglotsko Karniolo, ki se je po prevratu 1918 preimenovala v glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. Glasnik je na to izhajal ves medvojni in vojni čas za leta 1945. S koncem druge svetovne vojne in spremembami, ki so, če si sposodim besede nekdanjega ideološkega zgodovinarskega čuvaja Borisa Ziherla, prinesle prevrednotanje vseh vrednot, je napočeno v čas tudi za slovensko zgodovinopisje. Staro muzejsko društvo za Slovenijo je zamenjeno novo zgodovinsko društvo za Slovenijo, ki se je 1981 spremenovalo in reorganizirano v Zvezo zgodovinskih društv Slovenije. Glasnik muzejskega društva za Slovenijo pa je zgodovinski časopis. Seveda ni šlo zgolj za zamenjavo imen, dovolj je pogledati posamezne številke ene in druge periodike, da se vidi velike razlike v vsebini, predvsem manj ali pa nič v kvaliteti posameznih prispevkov. V
V novo dobo je novo glasilo slovenskih zgodovinarjev vstopilo z obračunom in programom. Kratkim uvodnim besedilom, ki je v prvi številki zgodovinskega časopisa kolektivno podpisalo uredništvo, čeprav danes vemo, da ga je napisal Franz Sitzer, ki je tedaj še živelo v beokratno vprašanjih meja. In da je šlo za čas odgovarjajoče obvezno ideološko popotnico reviji. Kuriozum te številke ni bil toliko dejstvo, da je med pravce stopil s programskim uvodnikom, kakorkoli ga danes beremo in nasedujemo, ampak da je vsebovala prva številka kar dva takšna programska teksta. Drugega, z naslovom Problemi in naloge slovenskega zgodovinopisja v našem času, je prispeval takrat 30 let star oziroma mlad docent Bogo Grafernik. Če je prvo besedilo zgodovinarja zahtevalo, da ne bo tudi družbeno-politični delavec, je drugo pred njega postavljalo zahtevo, da ne bo raziskovalec ljudskih množic. Oboje se je še kako odrazilo tudi v slovenskem zgodovinopisju, pa v zgodovinskem časopisu. A vendar, poti, ki jo takrat prehodilo slovensko zgodovinopisje, ni mogoče oceniti niti pavšalno, niti črno-belo. To bi bilo preveliko poenostavljanje in s tem nekaj, kar je tuje vsem, ki skušajo preteklost razumeti. Seveda je bilo v njem veliko ideološkosti, tako razredne kot nacionalne. In ko danes preberemo posamezna besedila starejših ali pa tudi pol preteklih letnikov zgodovinskega časopisa, se nam zdi njihov jezik marsikdaj čuden in nerazumljiv. A hkrati je bilo mogoče v zgodovinskem časopisu prebrati tudi marsikaj izjemno tehtnega, s trajno raziskovalno vrednostjo in sčasoma tudi družbeno kritičnega. Mislim, da ni popolnoma nobenega razloga, da bi kogarkoli obsojali, da bi moralizirali ali delili kakršnekoli vrednostne sodbe. Kar je res naša naloga kot zgodovinarjev je, da poskušamo preteklost razumeti in na takšen način razložiti, zakaj je nekaj bilo tako, kot je bilo. Danes je v naši stroki moderna beseda revizija. Posod je mogoče slišati. Dogaja se tako v slovenskem zgodovinopisju, kot tudi, ali pa že bolj, v dojemanju zgodovine v javni rabi. To ni nič nevsakdanjega ali nenavadnega in celo zelo normalno. In res narobe bi bilo le, če se ne bi kar naprej spraševali o preteklosti in našemu pogledu na njo. Rekli bi lahko celo, da so zgodovinarji poklicni revizionisti. Da ni večnih resnic, do tega smo se manj dokopali in to je nemara edino, kar ne potrebuje revizije. V tem smislu sem prepričan, da bo tudi današnji pogovor o slovenskem povojnem zgodovinopisju v zrcalu zgodovinskega časopisa prinesel kakšno svežo misel in tudi novo misel. Toliko za vod, hvala lepa. Zdaj bom pa kar predal besedo Petru Vodopilcu. Hvala lepa, to je malo v stilu zadnji boja prvi. Ja, hvala lepa, kolegice, kolegi. Ko sem razmišljal, kaj lahko rečemo v današnjem razpravljanju, sem vprašal včeraj nekoliko zadregi. Bomo v prvi vrsti spregovorili o zgodovinopisju ali o zgodovinskem časopisu. Ko pa sem listal po preteklih letnikih zgodovinskega časopisa, sem se odločil, da bi bilo v jubileju časopisa vendarle dobro spregovoriti predvsem o zgodovinskem časopisu. Moj vtis je namreč bil in je, da je bil zgodovinski časopis nekako 20 let in pol od začetka izhajanja leta 1947 do druge polovice 70-ih let preteklega stoletja recimo res razmeroma mirno ogledalo slovenskega zgodovinopisja. V njem je v tem času sodelovala večina slovenskih zgodovinarjev, ki so se sistematično posvetili raziskovanju zgodovine. V njem je sodelovala tudi večina tedanjih profesorjev z oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki so leta 1947, kot smo slišali, oblikovali smernice povojnega slovenskega zgodovinopisja in so na ta razvoj zgodovinopisja tudi odločilno vplivali. V njem so svoje razprave objavljali arheologi, pravniki, literarni zgodovinarji, arhivisti, muzeologi in raziskovalci drugih strok, ki so se ukvarjali z raziskovanjem zgodovine. Na obuditev spomina kratko omenim le nekatere med njimi, med temi, ki prihajajo pravzaprav iz drugih strok, naprimer Josipa in Viktorja Korošca, Ivana Slokarja, Dragotina Lončarja, Ivana Grafenaurja, Josipa Žontarja, Dušana Krmavnerja, Lojzeta Odeta, Vlada Šmita, Melito Pivec-Stele, Frana Grivca, Vlada Valenčiča in Sergija Vilfana, vseh seveda niti ni mogoče navajati. Zgodovinski časopis je vse od začetka 50-ih let tudi razmeroma pozorno
in včasih kritično predstavljal novo izdana dela slovenskih zgodovinarjev in razne publikacije z področja slovenske zgodovine in na ta način razmeroma žurno opozarjal na slovensko zgodovinopisno produkcijo. V tej luči je bil zgodovinski časopis prvi 2,5 desetletji, če ne celo 3 desetletja izhajanja, nesporno v srednje slovensko strokovno zgodovinopisno glasilo. K temu je med drugim prispevalo to, da so na njegovih straneh izhajala gradiva, zgodovinarski zborovanj, ki so bila pravzaprav vse od začetka, če vzamemo številke zgodovinskega časopisa posvečene uglednejšim kolegov in učiteljem od njihovih življenjskih jubilejih, edini tematsko bolj zaokroženi sklopi razprav, osredotočeni na zgodovino določenih delov slovenskega ozemlja, na določene obdobje ali na določen zgodovinski problem. Že od 70 let, če ne nekoliko prej, pa dobi bralec vtis, da začne zgodovinski časopis izgubljati to svoje posebno prestižno mesto v zgodovinopisju. Na eni strani del raziskovalcev vse več objavlja v drugih pokrajinskih in posameznim obdobjem in temam usmerjenih strokovnih revijah, na drugi pa na njegovih straneh objavljene razprave vse bolj razkrivajo nepovezanost, razdrobljenost, to je fragmentarnost slovenskega zgodovinopisnega raziskovanja. Takšna slika torej nikakor ni rezultat spreminjanja strokovnih meril v uredništvu časopisa, temveč predvsem dejstva, da je tem, ki jih obravnavajo avtorji vedno več in da so vedno bolj različne, kar nesporno kaže na inovativno odpiranje zgodovinopisja novim raziskovanjem problemom, vprašanjem in kar je lahko samo po sebi pozitivno, a vendar je opozarja tudi na nepovezanost zgodovinopisnega raziskovanja in na odsotnost določnejših raziskovalnih prioritet. Uredniki časopisa tematsko zaokroženih in primerjalno usmerjenih obravnav izbranih tem pravzaprav vse od začetka izhajanja časopisa niso posebej vzpodbujali, bolj tematsko zaokrožene sklope razprav na njegovih straneh pa predstavljajo, kot že rečeno, gradiva zgodovinarskih zborovanj in ko se ta preselijo v posebne ob zborovanjih izdane zbornike, tudi teh ni več. Druga značilnost v časopisu objavljenih razprav je, da se te vse od začetka do 90-ih let preteklega stoletja in seveda tudi kasneje, to se pravi, če ne celo do zadnjega časa, tako kot slovensko zgodovinopisje sploh v veliki večini ukvarjale slovensko in le deloma s habsburško oziroma v jugoslovanskem obdobju jugoslovansko oziroma balkansko zgodovino. Seveda je tudi nekaj razprav, ki segajo v antični čas, v predrimsko in rimsko obdobje. Tudi razprave, ki bi odpirale pogled v širši evropski prostor, so vse do najnovejšega časa zelo redke, skoraj izjema. V tem smislu so v zgodovinskem časopisu vsa leta neslovenski zgodovinarji razmeroma redki gostje. V obdobju do 80 let prevladujejo med temi redkimi gosti neslovenskimi zgodovinarji, jugoslovanski zgodovinarji, zlasti hrvaški kolegi, med slednjimi so, na primer, objavljali v zgodovinskem časopisu Nada Klajič, Petar Korovič, Dragovan Šepič, Petko Lučkovič, Josip Ljučič. Še manj kot južnoslovanskih kolegov pa je avtorjev drugod, celo iz sosednjih držav Avstrije in Italije. Prvi avstrijski kolegi zgodovinarji, če nisem kaj spregledal, in če vzamem nekaj arheologov, se s svojimi razpravami na straneh zgodovinskega časopisa presenetljivo pojavijo sploh šele v 90-ih letih in pripadajo tedaj mlajši ali srednji generaciji, to so na primer Werner Drobež, Harald Hepner in Gerhard Feisinger, in tudi ti se v svojih razpravah ukvarjajo s temami, ki so, če že ne povezane s slovensko zgodovino, vsaj povezane s slovenskim prostorom in njegovo najbližjo okolico. To velja tudi za druge neslovenske avtore, ki je zgodovinski časopis v 65 letih izhajanja odprl svoje strani. Naprimer Iskro Čurkino, Moniko Senkovsko, Gluk, Viljama Dikina, Milana Krajčoviča, Antonija Cetnaroviča, Catherine Carmichael in nekatere druge. Vsi ti pišejo o slovenskih temah ali o slovenskih odnosih s narodi, ki jim pripadajo. Med prvimi članki neslovenskega avtorja, ki obravnava slovensko zgodovino le posredno povezano temo, pa je, če nisem zopet kaj spregledal, razprava škotskega zgodovinarja Jamesa Younga o škotski zgodovini in narodnem gibanju v 18. in 19. stoletju, ki je bila v zgodovinskem časopisu objavljena leta 1991.
Tretje, kar mi je pri ponovnem prelistavanju zgodovinskega časopisa vzbudilo pozornost, čeprav to pa ali malo vsi vemo, pa je, da je na njegovih straneh, kot v slovenskem zgodovinopisju sploh, zelo malo, ali pa zmeroma zelo malo stvarnih konceptualnih razprav. Ena prvih je bila menda polemična razprava o gospodarski zgodovini med hrvaškim zgodovinarjem Rudolfom Bičaničem in Franom Cvitrom leta 1955. Nekaj konceptualnih polemik sta svojimi stališči in ocenami spodbudila Dušan Krmavner in France Klopčič. O metodoloških vprašanjih je pisal Bogo Grafenauer. V zanimivo razpravo bi se pa lahko, če ne bi zastala že po obširnem Grafenauerem odgovoru, razvila tudi polemična praska o slovenskem zgodovinopisju v komunističnem obdobju med Bogom Grafenauerem in Vaskom Simonitijem v začetku 90-ih let. Sicer pa je, kot zopet sinemo, v slovenskem zgodovinopisju še vzamemo redke polemične replike, ki ne težijo toliko k stvarnemu soočanju, gledanju in interpretaciji kot k pojasnevanju in potrebanju že zapisanih ali izrečenih stališč, malo stvarnega polemičnega razpravljanja, kar je nedvoumno razvidno tudi iz 66 do danes izdanih letnikov zgodovinskega časopisa. Upam, da ne bo slišati neprimerno in nekorektno glede na to, da sem tudi sam član uredništva zgodovinskega časopisa, če na koncu rečem, da naš časopis, kot to vidim, že nekaj časa ni več podobno ogledala slovenskega zgodovinopisja, kot je bil nekdaj in zlasti v prvih desetletjih svojega izhajanja. Razlogov za to je seveda več, katere sem že omenil. Na eni strani več strokovnih revij, kjer je mogoče objavljati, na drugi je vsak pri delu kolegov, kot se zdi, vse manj interesa za pisanje razprav v strokovnih glasilih, na tretje gradivo zborovanj in konferenc večine objavljeno v posebnih zbornikih in ne nazadnje vse manj avtorjev, ki so pripravljeni pisati književna poročila, saj tega strogi točkovni ocenjevalni sistem, v katerem naj bi se ocenjevala raziskovalna dejavnost, ne nagrajuje. Morda bi zato kazalo razmišljati o aktivnejšem uredniškem spodbujanju k tematskim številkam in konceptualnim razpravam. O tem lahko razmišljamo, čeprav takšno prizadevanje ob tradicionalno skromni pripravljenosti na ambicioznejše sodelovanje raziskovalcev in ustanov, v katerih delujemo, v vsej verjetnosti, saj kratkoročno ne more računati na kakšen posebni uspeh. Vsekakor pa ne kaže spregledati, da se je zgodovinski časopis v zadnjih letih pomembno odprl navzven, tudi k temam, ki niso neposredno povezane s slovensko zgodovino, hkrati pa je svoje strani širše kot doslej odprl neslovenskim avtorjem. In to tudi ni nepomembno korak. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, Petru, za tele besede, na kateri bomo gotovo še lahko diskutirali, zdaj pa prosim na tebe kolega. Hvala za besede. Sem seveda po tako izčrpni analizi zgodovinskega časopisa, bodi si po tako izčrpni analizi tem in hkrati bi rekla tudi same časopisne politike, je zdaj težko dodati še kaj drugega. Jaz v bistvu s temi poudarki zelo strinjam, mogoče jih bom poskušala malo nadgraditi. In bom začela kar pri razpravah oziroma diskusijah. Strinjam sem, da v bistvu, če pogledamo posamezne številke in poskušamo tudi ugotoviti, koliko je bilo tega razpravljanja v posameznih desetletjih, lahko ugotovimo, da se je razpravljanje skoraj da izničilo zlasti v zadnjih desetletjih. Zadnje desetletje je tisti, ki pokaže, da ni dejansko bilo neke razprave. Če gremo nazaj, recimo 90. leta nekaj razpravljanja je vendarle bilo, vemo zlasti recimo razprava Simoniti Grafenauer. In potem, če gremo še nazaj, 80., 70., 60., tu pa tam vendarle vidimo neke poskuse, ki popravljajo zlasti najpomembnejši, bi rekla takole, najbolj eminentni zgodovinarji, ki seveda kot Grafenauer, recimo razprava Krmavner, Klopčič in tako naprej. Zdaj, kam se je preselila razprava? Sama sem v dveh primerih
pač napisala 2 članka o historiografski razpravi oziroma o javni rabi zgodovine v Sloveniji v zlasti 90-ih letih in ugotovila seveda, da se je razprava preselila zlasti v tisk oziroma v revije, kakršna je bila revija Nova revija. To pomeni, da se je razprava dogajala zunaj akademskih, zgodovinopisnih okvirov. Zdaj je to slovenska posebnost. Jaz bi rekla, da ne ravno kar tekmek sem predirala en podob, torej članek o revizionističnih tendencijah v italijanskem prostoru in podobno se je dogajalo tudi v Italiji v 90-ih letih. Razprava se je sedila iz akademskih zgodovinopisnih revij v tisk, v publicistiko. To pomeni, da si je iskala nek širši prostor oziroma javni prostor. To je ena interpretacija. Druga interpretacija je mogoče seveda ta, da akademski prostor je bil manj dovzeten za razpravo o javni oziroma politični rabi in zlorabi zgodovine. Kaj v bistvu ta analiza razpravljanja in diskusij v samem zgodovinskem časopisu lahko še pove? Vsekakor, da so te razprave zelo naključne, nenačrtovane, neprogramirane in da občasno nastajajo seveda ob samem izidu neke knjige, ampak ni nujno neka knjiga povod za samo razpravljanje. Ta nenačrtovanost, naključnost mi zdi v bistvu določena poanta tudi same, bi rekla, politike zgodovinskega časopisa. Če bi ga primerjali z nekaterimi drugimi eminentnimi evropskimi revijami, bi videli, da mogoče v ozadju objavljanja je razpoložljivost določenih razprav, je pač, bi rekla, kontingentnost, veliko manj neka načrtovanost. In tudi tu mislim, da ne gre samo za zgodovinopisni časopis. Jaz mislim, da na tak način funkcionira malo slovensko zgodovinopisje. Kajti individualizem, nesposobnost nekega resnega projektiranja, sposobnost, bi rekla, nekih skupnih domen. To jaz pač vidim kot resen problem, ki se kaže tako v raziskovalni sferi, ki se kaže v založniški sferi, ki se kaže ne nazadnje v samih, bi rekla, izbirah, ki jih ubirajo zgodovinarji oziroma ki jih ubiramo znotraj zgodovinopisja. Zanimivost tega pregleda je po mojem tudi to, recimo, produkcija zgodovinopisne vednosti, ali bom rekla takole, samega zgodovinjenja se je v 90-ih let močno začela razvijati tudi zunaj samega oddelka za zgodovino na filozofski fakulteti in kot vemo, ta revija je seveda vedno vezana na oddelek. In zdaj, če pogledamo med same recenzije, med same razprave, lahko ugotovimo, da to, kar se producira, tako reka neka zgodovinopisna vednost, ki se je vendarle producirala v slovenskem prostoru, je zelo malokrat prišla v ospredje samega časopisa. To mislim zlasti na izdajanje zbirke Studia Humanitatis, mislim na založniško dejavnost založbe CF, ki je vendarle spremenila neke zgodovinopisne okvire, oziroma bi rekla tako neko vednost, ki se širi, tako med seveda v sami humanistiki in ki pomeni seveda zlasti prevodno dejavnost. Kot vemo, mi s to prevodno dejavnosti mi oziroma člani tehništva imajo zagotovo veliko opraviti, ampak spet tu gre za neko, bi rekla, dogovarjanje, ki poteka zunaj nekih institucionalnih okvirov, ki je rezultat seveda nekega delovanja posameznikov in dogovarjanja z založbami oziroma uredniškimi odbori, ampak tudi tu v ozadju ni nekega programiranega dela. In to delo večkrat imamo vtis, zlasti seveda, če na to založniško dejavnost, če na te prevode, če na te vsebine, ki prihajajo seveda zlasti prek prevodov na slovenski prostor, pogledamo v bistvu vsega tega, je v zgodovinopisnem časopisu zaznati zelo malo. Zelo malo je recenzij. Kajti glavnina pozornosti gre
seveda slovenski zgodovinopisni produkciji in tudi tu bom rekla še določeni, samo določeni zgodovinopisni produkciji. No in tu bi se usmerila potem v bistvu na dva druga argumenta, ki sem jih, oziroma dve drugi temi, ki sem izdela v pogled. In to je v bistvu, koliko socialne zgodovine oziroma koliko nepolitične zgodovine je v zgodovinopisnem časopisu. Če pregledamo vsebine, vidimo seveda, da je nekaj socialne zgodovine, da je nekaj gospodarske zgodovine, da je nekaj tudi historično-antropoloških vsebin, da je nekaj malega, zelo fragmentarnega, recimo, bilo objavljeno na temo demografske zgodovine, ampak da je vsekakor prevladujoča politična zgodovina. Tudi tu v bistvu bi rekla nekih izdelanih okvirov, programiranih okvirov, seveda koliko je vseh teh ostalih zgodovin, iz že samega pregleda vsebin vidimo, da ni, ker je tudi tu stvar v bistvu naključja, kdo se v določenem trenutku ukvarja z določeno temo in zdaj seveda kaj na to temo piše in dejansko se potem na to temo tudi objavlja. Ne moram reči, seveda, da če naredimo nek kronološki pregled, da se tu slika v zadnjih letih zelo spremeni. Kajti vemo v bistvu, da glavnina razprav na temo socialne, kulturne zgodovine je išla tudi v drugih revijah. In torej, da zgodovinski časopis tu spet ne more biti neka, bi rekla, nujna referenca. Tretji moment, ki sem ga vzela v pregled, je seveda koliko zgodovine spola oziroma koliko študij na temo zgodovine žensk je išlo v zgodovinskem časopisu. Zdaj, tu, če pogledamo, seveda je bilo nekaj, zlasti bi upozorila recimo na programsko razpravo, ki je že na začetku 90-ih let išla v zgodovinskem časopisu in jo je napisala Neda Pagon, ampak ta razprava spet, ki je zagovarjala oziroma utemeljevala potrebo po zgodovini žensk oziroma zgodovini spola, ni zapustila potem neke večje sledi, kajti v bistvu skoraj do desetletja na to temo nimamo potem niti enega samega članka. Ta tematika pa se je, bi rekla, začela pogosteje pojavljati zlasti v zadnjih 15 letih. Zlasti v zadnjih letih je šlo kar nekaj razprav na to temo. Zdaj, če pogledamo recimo še primerjavo razmerja med avtoricami in avtorji, v določeni meri vse do 90-ih let je mogoče to razmerje odsevalo, odražalo razmerja med spolom samem slovenskem zgodovinopisju, ampak v zadnjih letih zagotovo to ne moramo reči, čeprav je objavljena avtoric kar nekaj, ampak zanimivo je, da večkrat avtorice recimo objavljajo razprave oziroma recenzije kot pa študije oziroma monografske razprave. Mislim, da se je vsekako, recimo, če pogledamo prav na zadnje desetletje, da se v bistvu te število med avtorji in avtoricami v bistvu, bi rekla, tako, da ni nekih večjih razlik, kot so bile opazne recimo, pred 90-imi leti. No, za konec bi tudi jaz poudarila v bistvu, da je tak dolg pregled izdajanja zgodovinskega časopisa da pomalen nek vtis samozadostnosti slovenske historiografije. V bistvu, kot da slovenska historiografija ne potrebuje biti sredi nekega mednarodnega toka, kot da v bistvu razprave, ki se odvijajo v nekih mednarodnih historiografskih okvirih, da niso tako zelo pomembne za pisanje zgodovine v Sloveniji. Torej, ta samozadostnost in samozagledanost, ki se kaže pač seveda, ne nazadnje tudi pri recenzijah tistih najbolj relevantnih študij, ki vemo, da sprožajo resne razprave. Recimo, zdaj tako da mi pride na misel,
knjiga Volkhagna, ko je bila izdana, je sprožila malo revolucijo v akademskem svetu. Vemo recimo, da so nemški oddelki tisto leto, ko je šla, spremenili in da v bistvu ni bilo oddelka, ki ne bi imel predmeta, ki je razpravljal na to temo knjigo. Recimo, če se dobro spomnim, je razprava išla v razgledih ali pa v sobotni prilogi, torej recenzija te knjige je šla ali v sobotni prilogi, ampak skratka, mislim, to pomeni res, da je to okolje, določenim meri se ne želi, bi rekla takole, postaviti, ne, sred nekega zgodovinopisnega razpravljanja in najti seveda tudi nek svoj odnos do tega. Toliko. Hvala lepa, Marta. Se predajam besedo Mateji, za naslednje izhodišče za Lep pozdrav, tudi z moje strani. Zahvaljujem se kolegoma za tako izčrpne pravzaprav refleksijo o zadnjih desetletjih izdanja zgodovinskega časopisa, ki je tudi z nami nekaj novega. Sama sem se pripravljala na tvojo okroglo mizo bolj spraševala o zgodovinopisu nasploh. In rezultat tega razmišljanja je bil ta zapis. Kot rečeno, prihajam iz Maribora, iz raziskovalne postaje znanstvenega raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na Maribor so pred nekaj meseci obiskali v okviru Evropske prestolnice kulture nekateri Nobelovi nagrajenci, ki naj bi na odmevnem srečanju pravzaprav že kar nekakšnem spektaklu govorili o prihodnjem svetu. No, takrat sem zapisala, da dogodki, ki bodo bistveno spremenili prihodnje realnosti, ne morejo biti in ne bodo plod raznih bolj ali manj spektakularnih srečanj o tem, kaj bi bilo potrebno storiti za boljši jutri. Kot zgodovinarko pa me je zlasti zgodila ideja tam prisotne tematologinje Luške Kajfež-Bogataj, ki je bila potem v časopisu citirana takole. V šolskih učnih načrtih imajo učenci zgodovino. V nobeni šoli ne učimo o prihodnosti. Mar ni to tisto, kar naj bi jih naučili? Izjava se morda sliši všečno, vendar je predvsem nesmiselna. Za namskih generacij v prihodnosti pač ne moremo učiti, ker prihodnosti nihče od nas ne pozna. Nova paradigma razumevanja sedanjosti v teh krajih ne more temeljiti na metodologiji tudi zato, ker zahodna misel od razsvetljenstva naprej presega na razum in verovanje prihodnosti ni v njegovi domeni. Lahko si torej zgolj domišljamo, da otroke učimo ne o prihodnosti, temveč za prihodnost. Koliko razumem izobraževalni sistem, ki ga v zadnjih mesecih intenzivno spoznavam, to v osnovi tudi misli, da počne. No, v ta kontekst pa nujno sodi preteklost, saj so naše predstave o sedanjosti in prihodnosti odvisne od umskih nanosov preteklih generacij, ki le da bi se zavedali, sooblikujejo naša ravnanja, odločitve, stališča in tako naprej. Odnos med našim dojemanjem preteklosti, sedanjosti in prihodnosti je potem takem neločljiv in le v tem smislu lahko razumemo tudi reklo, da je zgodovina učiteljica življenja. Glede na obetajoč vrtinec družbenih sprememb, v katerem smo se bržkone že znašli, se bom danes na tem mestu dovolila razmišljati ne o tem, kakšen bo svet v prihodnosti, temveč o nekaterih možnih dilemah zgodovinopisja v naslednjih dekadah 21. stoletja. Razmislek je nastal že pred časom, vendar doslej nisem imela prilike deliti ga s kolegi. No, z cenjenim moderatorjem današnje okrogle mize, odličnim slovenskim zgodovinarjem Petrom Štihom, sva se pred nekaj leti sporekla, ker sem ga prostodušno povprašala po podatku iz slovenske zgodovine, za katerega je menil, da bi ga morala kot izučena pripadnica stroge stresti iz rokava. Sama sem užaljeno ustrajala pri svojem, da sposobnost zaporednega nizanja podatkov, ki imajo status zgodovinskih dejstev, še ne naredi zgodovinarja, kaj še ne dobrega ali izjemnega. No, s cegovskim tovarišem naj vrsta loči generacija, druži pa dovolj podoben pogled na zgodovino, da sva kmalu se stopila s frontnih položajev. A je ta pripetljaj vseeno potegne za seboj obilico razmisleka o tem, kakšno zgodovino bodo pisale generacije 21. stoletja. Bo njihov pogled nezainteresiran za preteklost in prihodnost, kot je bil pogled antike.
bo veden in optimističen, kakršnega je rodila renesansa, ali bodo rodovi še dobro začetega stoletja zgodovino nemara podobno kot razsvetljenski pisci povezovali z imperativom napredka. Evropski pisci preteklega stoletja so po 2 svetovnih vojnah prenehali govoriti o napredku in namesto njega vse pogosteje o zatonu Zahoda. Pomenljiva je bila opaska sočasnega angleškega zgodovinarja Kara, da so preroki zatona praviloma izhajali iz tistih delov sveta, ki so bili v nekaj preteklih generacij gonilni konji svetovne civilizacije. Zdi se mi, da je edino, kar lahko z gotovostjo trdimo, da bo tudi 21. stoletje svojo realnost ustvarjalo z bistveno drugačnim pogledom na lastno preteklost in prihodnost, ter ga slej ko prej ne bo moč primerjati z nobenim od naštetih. In več kot jasno je, da se bodo generacije prihodnjih desetletij v zvezi s preteklostjo zastavljali povsem drugačne vprašanja, kot so si jih zastavljali tiste, osebnostno in socialno oblikovane v 20. stoletju in katerih pogled v koncu prve dekade še zmeraj prevladuje. Tehnološki napredek in spremembe, ki jih leta prinaša, praviloma spodbujajo poglobljenim premislekom v prihodnosti, zato ni nenavaden dvom, ali bodo zgodovinarji novega stoletja, ki jim že v zibki enakomerno utripa elektronska varuška in so pri 3 letih praviloma vešči uporabe mobilnega telefona in računalnika, sposobni posvečati se zbiranju in branju arhivskih dokumentov v tolikšni meri in s tolikšno pozornostjo kot njihovi predhodniki. Povedano ni moralistična, žugajoča napoved kulturnega propada. Zgodovinarjeva interpretacija se prične domala v trenutku, ko vzame v roke dokument. Iz arhivskega dokumenta je sposoben odčitati samo resnice iz registra realnosti, katere del je kot član svoje skupnosti. Medtem ko lahko samo približno zaznava obrise imaginarjev preteklih rodov, tistih, katerih resnico domnevno išče. In tako bodo svojo zgodovinsko resnico brez težav iskali in tudi naše prihodnje generacije, ne glede na to, kakšen status bodo podeljevali arhivskim dokumentom. Vendar lepa je upati, da izključujoče interpretacije preteklosti v prihodnosti ne bodo več deležne v srednjih mest v vsakokratnem političnem diskurzu. Tudi zaradi specifičnega pomena, ki ga imajo informacije o globalni, informacijski in potrošniški družbi, kajti tako dostopni, obenem pa tako malo vredni in tako zelo izrabljeni niso bili podatki še nikoli. To bo v daljšem časovnem obdobju bistveno določalo javni diskurs, katerih del je tudi diskurs v zgodovini. No, z nekaj izzivanja špekulacije lahko predvidevam, da bo svojstven pogled zgodovinarjev na lastni poklici na svet, sploh v prihodnosti, bolj kot čas po drugi svetovni vojni oblikoval njihov eksistencialni položaj. Z oblikovanjem fenomena prekernosti v sferi političnega je tudi med mlajšimi zgodovinarji zmeraj več tistih, ki govorijo o svojem mučnem prebijanju med etablirane intelektualne elite. Ni slučaj, da se z vprašanjem govorega preživetja v raziskovanju intenzivno ukvarjajo zlasti tisti, ki svojega poznanstva niso prepoznali v drugih hierarhičnih schemi akademije. Morebiten pomnožičen premik položaja zgodovinarjev v družbeni margini v prihodnje bi gotovo senzibiliziral njihova raziskovalna zanimanja za povsem druge nianse, kot so intrigirali nedavno znanstveno elito, varno, finančno preskrbljeno in socialno nagrajeno. Dolgoročno bi spremenjeno intimno samorazumevanje ustvarjalcev zgodovine bistveno vplivalo na identiteto skupnosti, katere del so in o katerih pišejo. To bi utegnilo biti nepredstavljivo zanimivo. Pri tem naj dodam še svoje prepričanje, da bodo prihodni intelektualni preboj na področju komunistike samo še izjemoma nastali znotraj institucij, vse dokler bodo te sturnje sprevrženega projektnega načina dela. Nenazadnje bi rada verjela, če tudi zato nimam spodbudnih razlogov, da bo zgodovina 21. stoletja bolj kot katerakoli prej ženska zgodovina. Čeprav imajo zgodovinarke že dolgo formalne možnosti za profesionalno uveljavitev, se jih v primerjavi z moškimi kolegi uveljavi sila malo. Simbolnih, a ne prebojnih ročnic na moški in ženski svet je še zmeraj na pretek. In te se pričnejo trdo risati takoj po rojstvu, ko denimo moji hčeri kljub dekliškima obrazoma celo vrstniki zamenjujejo za fanta zaradi na videz brez pomembnega kulturnega neskladja. Nista oblečeni v roza dekliška oblačilca. Ko sem pred leti študirala zgodovino na tedanji mariborski pedagoški fakulteti, se je tamkajšnji ugledni profesor držal za glavo s pričo feminizacije študijske smeri, ko se je izrazil. A je bil njegov strah neutemeljen. Večina zgodovinark pač ostane med osnovno in srednješolskimi učiteljicami, ki imajo v opisu del in nalog zgolj negovanje in ohranjanje zgodovinskega spomina skupnosti, ne pa tudi njegovega sokreiranja.
Drugače je izdelki za zgodovino po slovenskih univerzah in ti brez skrbi še zmeraj dajo tist, da so skrivne moške rože. Pričakovati je, da bodo ženske prihodnje generacije uspešnejše pri prodiranju med intelektualne elite, ter bodo v tem znale politično obraniti svoj ženski obraz in izraz. Brško ne je šele tedaj iskreno upati, da bodo politični dogodki in vojaška zgodovina izgubili vlogo osrednjih označevalcev, po katerih prihodnje generacije Slovencev vrednotijo svojo preteklost in na podlagi katerih krojijo svojo pozitivno nacionalno samopodobo. Danes govorimo o povojnem slovenskem zgodovinopisju, torej o času, ki ga v javnem govoru pogosto opredeljuje izraz polpretekla slovenska zgodovina. Rada bi nas zavrnila to nesmiselno sintagmo, kajti polpreteklost ne obstaja. Percepcija časa pri ljudeh gre za njih univerzalna reč, a kultura, ki ji pripadamo in na kateri je zgrajena naša percepcija sveta, pozna zelo tri čase: preteklost, sedanjost in prihodnost. Iznajdba polpreteklosti in samoumevnost rabbe pojma o javnem govoru na slovenskem govori o tem, da je peščica akterjev iz te polpreteklosti še živa, a predvsem govori o tem, da se tej nedavni preteklosti okolju političnega ni pripravljen odreči nihče. Ne tisti, ki jo kritizirajo in kriminalizirajo, ne oni, ki jo idealizirajo. Seveda se oklepajoča vez nedavno, a enkrat za vselej minulo preteklosti nanaša na čas po drugi svetovni vojni, ki ga je na slovenskem zaznamovala državljanska vojna v 40 letih prejšnjega stoletja. Polpreteklost ostaja živa, ker javni govor za raznovrstne politične reakcije, porojene iz vsakodnevne organizacije skupnega življenja, mrzlično in za vsako ceno išče primerjave, argumente in podobno slovenski nacionalni preteklosti druge polovice 20. stoletja. Ni skrivnost, da je nacionalno samozavedanje pri Slovencih izrazito osredotočeno na lasten zgodovinski habitus in je zato zgodovinski diskurs vse prisoten v polju političnega. Marta Brčenela je prepričana, da je tesen preplet med politiko in zgodovinopisjem in specifika slovenskega prostora. Lahko slovensko zgodovinopisje oziroma zgodovinski časopis, kot še zmeraj menim njegov pomemben glasnik, pripomore k preseganju tega vzorca za odpiranje drugačnih pogledov na preteklost. Za začetek morda tako, da se zgodovinarji tukaj in zdaj prenehamo samo razumevati kot povojni zgodovinarji, da naše zgodovinopisje prenehamo imenovati z, mislim, da anahronistično oznako povojno slovensko zgodovinopisje. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, mislim, za tako, če se tudi obletnico nekoliko bolj panegiričen, se pa nekotej nevede navezujem na tiste zadnje stavke Petra Štiha, ko je govoril o reviziji. Torej, zgodovinski časopis že 65 let prinaša prispevke uveljavljenih in uveljavljajočih se zgodovinarjev, ki so obravnavani in še obravnavajo različna obdobja zgodovine slovenskega prostora, za mesta, seljenja, različne družbene zgodovine, različne družbenih skupin. V zgodovinskem časopisu so objavljeni vsi povojni zgodovinarji, ki so kakršnokoli sled omembe vredno zapustili v slovenski historiografiji. Dolgo časa je bil zgodovinski časopis tudi ključna publikacija, ki je skrbela in v tem smislu še danes skrbi za znanstveno terminologijo in za distribucijo novih metod in konceptov v slovenskem zgodovinopisju. Zato predstavlja nekakšno razgledno točko po dogajanju v zgodovinski stroki na slovenskem. Nekaj tak resničnih pogosto bojo raziskovalci strinja, ki se srečujejo z zgodovinopisjem in si najprej pogledajo na centralno zgodovinsko revijo na slovenskem. V času po vzpostavitvi samostojnosti Republike Slovenije je imel zgodovinski časopis odprta vrata za uvedbo novih konceptov zgodovinopisja in za različna mnenja tudi v preteklosti, za polemike, za ključno vprašanje nadaljnjih usmeritev stroke. Včasih morda še preveč odprta vrata. V uredniški politiki vsekakor ne moremo očitati ekstenzivizma kakršnekoli vrste. Ali bi lahko kljub tej metodološki in mnenjski razlikosti rekli, da zgodovinski časopis na določene mere vzpostavlja prepoznavnost za nekakšno specifično identiteto slovenskega zgodovinopisja? Ob tem mi prihaja na misel vprašanje, ki se ga je v retoriški znanstveni reviji Čas že v 20 letih prejšnjega stoletja postavljal vodilni ideolog slovenskega političnega katolicizma Aleš Šemičnik, ko se je spraševal, ali lahko govorimo o slovenski znanosti ali zgolj o znanosti na slovenskem. Je danes pravično govoriti o slovenskem zgodovinopisju ali zgodovinopisju na slovenskem, s čimer mislim na metodološke, znanstvene pristope ali usmeritve. Je slovenski historiografski prostor med globalnostjo in partikularnostjo zgolj uvoznik, morda prevodnik ali tudi kaj izvaža in koliko.
zgodovinsko produkcijo oziroma rezultate raziskav, metode in tako naprej. Koliko del, ki nastajajo v okviru slovenske zgodovinske produkcije, se prevajajo v tuje jezike, koliko je ta produkcija v slovenskem prostoru kompozitivna ali celo inovativna, če jo primerjamo oziroma jo umeščamo v okviru evropskega globalnega historiografskega prostora. V 80. in 90. letih so se na slovenskem uveljavili nove pristopi. Smo danes slišali zgodovina spolov, zgodovina vsakdana, ustna zgodovina in tako dalje. Pogosto, predvsem kot delo posameznih zgodovinarjev, ki so metodološko uveljavljali te pristope na slovensko. Slovenska historiografija je v tem smislu prispevala predvsem z ustvarjanjem podobe slovenskega ali bivšega jugoslovanskega prostora. Metodologija je bila pogosto prilagajanje konteksta temu prostoru. To včasih slišimo tudi kolegov kot učitelj slovenskih historiografij. To nas tudi ne more čuditi. Se je na primer na nemškem portalu namenjenim zgodovinarjem objavljenih več kot 10.000 zgodovinarjev. Na slovenskem je kontinuirano objavljenih kaj 100. In če po, na primer, filozofu Ankersmitu velja, da se ste danes ukvarja več zgodovinarjev, kako se jih je z njo ukvarjalo od Herodota do 1960, ter zato posledično nastopa problem komunikacije med oskimi, specializiranimi na eni in temami in hiperprodukcijo na drugi, to za slovenski prostor in produkcijo ne velja. Se mi treba patiti prvega in drugega. Bolj problematično je, da po zgledu politike, tudi v historiografiji, postajamo v nekakšnem ideološkem spopadu prepogosto za interpretacije in za revizijo, ki so istočasno aktualne teme politike, medijev in tako naprej. Torej teme, ki niso zastavljene v nekakšnem vprašanju pluralizma diskurzov, temveč so ideološko ali celo aktualno politične narave. Danes sicer v evropskem zgodovinopisu lahko slišimo o prevrednotenju zgodovinskega spomena, pogosto, na primer, o relativnih možnostih celo zgodovinskega diskurza, takega. Toda, če ne zgodovinar upravlja funkcijo operativnega spomina, je jasno zavezan nekaterim pravilom. Ta niso niti poljubna, niti slučajna in vsaka nova metodologija ali pogled od zunaj praviloma omogoča ustrezno refleksijo, ne da bi nujno razveljavljala vse prejšnje. Relativizirati, rekonstruirati, preinterpretirati, revidirati in tako naprej. To je zgodovinopisju imanentno, to da to ni mogoče več brez teh osnovnih pravil zgodovinske stroke. To je brez dialoga, permanentnega dialoga s preteklostjo prek virov, dialoga sam seboj prek racionalne argumentacije in dialoga s publiko. S tem mislim na publiko, ki jo predstavlja ožje definirana skupina znanstvenikov, zgodovinarjev, specialistov. Pri tem je zgodovinar ujetnik pozitivistično uporabljenih zgodovinskih virov. In pri tem zadnjem pogoju je slovenska historiografija morda najbolj enkipirana prav zaradi omenjenega majhnega števila zgodovinarjev ter posledično omejenosti prostora znotraj jezikovnega in nacionalnega konteksta. Danes smo na slovenskem obdobju, ko sicer poslušamo pogosto o reviziji, o ideološkem zgodovinopisju, celo o tranzicijskem zgodovinopisju, če vem sem prej komunistično, zdaj to tranzicijsko. V tem kontekstu termin revizija ali tranzicijsko zgodovinopisje porabljajo včasih politiki, včasih novinarji, včasih tudi vlak zgodovinar porabljajo to besedo. Revizija, kot rečeno, ostaja imanentna zgodovinske znanosti, je stvar interpretacije in preinterpretacije. Vendar to ne more biti takšna revizija, ki bi se izvajala po političnih naročilih ali z izrazito selekcijo virov in interpretacij. In kaj je v tem kontekstu zdaj tako rekoč dodana vrednost zgodovinskega časopisa? To je ta distribucija vedno znova znanstvenskovalno, metodološko aktualiziranih raziskav preteklosti slovenskega prostora. Kdorkoli pa bo iskal podatke o srednjeveški zgodovini tega slovenskega prostora, o zgodovini druge vojne na slovenskih tleh, o zgodovini socialističnega samoupravljanja, zgodovini med vojnama ali časa druge svetovne vojne. Noben bo mogel mimo teh objav zgodovinskega časopisa, tudi ne mimo drugih del, na primer danes že omenjenih Boga Grafenauerja, Bonita Ferenca, Vasilija Amerika, ali pa tukajšnjih kolegov Milice Pecin, Petra Vodopivca in drugih, ki jih ne naštevam. Morda bodo v vedno novih branjih ta dela podvržena večji ali manjši interpretativni distanci, vendar bodo hkrati ostale tudi ključne reference novih raziskav. Interpretacije, razprave in polemike bodo torej tudi bodoče zagotovo definirale vlogo zgodovinskega časopisa kot nekakšne osrednje slovenske revije zgodovinopisja.
V zadnjem času se je ob njem uveljavilo še nekaj zelo kvalitetnih zgodovinskih revij, specifičnimi vsebinskimi profili ali metodološkimi pristopi, Kopru, Ljubljani, Mariboru. Toda vloga nekakšnega razglednega mesta po slovenski historiografiji, prostor za posvetno polemiko, za opozorila ter merjenje pulza v historiografiji na slovenskem, ki jo ima zgodovinski časopis, ta vloga mu ostaja še naprej. Predvištvo zato želim v tem smislu še veliko uspešnega dela. Hvala. Hvala za bilo in še enkrat se povečujem za zamudo, če smo začeli zaradi mene 8 minut kasneje. Omenjam pa to zaradi tega, ker prihajam iz podobno zanimivega dogodka, kot ve, večina od vas je bila danes v Arhivu Slovenije predstavljena knjiga z faksimilom zemljevida Ilirskih provinc in tam sta glavna soavtorja naš kolega Šumrata in geograf Orožen Adamič, moram reči, zelo zanimiv način predstavlja zgodovino tega dela in tudi se potem zašla tudi v zgodovinarsko razpravo o tem, ali so Ilirske province do dobra raziskanja tem prostoru ali ne. Skratka, še enkrat se je zgodilo to, kar se običajno dogajalo in to predvsem v Ljubljani, da so žal zaradi belice dogodkov te vedno ne uskladili. Moja druga zadeva je povezana z tem, kar so nekateri že tako ali drugače izrazili. Bal sem se kot zadnji, da bom pravzaprav večino stvari ponovil za svojimi predhodniki, pa se to pravzaprav ni zgodilo, oziroma upam, da bo iz tega, kar bom povedal, to razvidno. In sem se še enkrat spomnil Walterja Valja, ki je že v 17. stoletju ugotovil, da niti dva človeka prisotna na istem dogodku tega dogodka ne bi opisali na isti način. Torej, mislim, da se podobno dogaja tudi tukaj. Mi imamo za svoj predmet predstavitve 65 letnikov zgodovinskega časopisa in vsi, kot je zdaj več ali manj jasno, nekoliko drugače interpretiramo ta predmet. In še preden začnem notica o revizionizmu, zdaj jaz vas bom razočaral, jaz ne bom govoril o revizionizmu danes, tudi ne bom govoril o zgodovinopisu nasploh, zelo deskriptiven bom v svojem pregledu. Pa vendar, kakorkoli obračamo, naj nam je všeč ta izraz ali nam ni všeč, odkar se je zakorenilo kot historiografski revizionizem, še posebej po izidu zanimive knjige Mihala Kopečka Text in the Making. Srednje evropsko zgodovinopisje, pa tudi zahodno zgodovinopisje ne bo moglo brez tega termina shajati. Se pa strinjam, da bi morali bolj govoriti o politiki preteklosti ali o politiki zgodovinopisja ali o politiki zgodovinopisja. Ampak zato potrebujemo simpozij, ki potraja najmanj 3 dni. Torej, v svojem prispevku se bom tudi jaz osredotočil na zgodovinopisje. Točneje pozoril bom na vlogo in pomen zgodovinskega časopisa za samo refleksijo slovenskega zgodovinopisja. Pričemer se bom bolj osredotočil bolj na prvih 45 let in potem na koncu povedal tudi zakaj. Oziroma mislim, da je to nakazal vsaj eden oziroma oba, tako Peter kot Marta. Pri tem takoj na začetku ponavljam, poudarjam, da je kljub dejstvu, da je do preoblikovanja zgodovinopisja pri Slovencih v slovensko zgodovinopisje prišlo že konec 19. stoletja, večino besedil o vlogi in pomenu historične interpretacije išla prav z slovenskega časopisa. Še več o redkih izjemah, ki jih predstavljajo predvsem samostojne dela Milka Kosa, Frana Cvitera, recimo spomnimo se njegove sociologije in zgodovine, Boga Grafinarja, oziroma prispevki, ki so išli v drugih revijah, naprimer Cviterova predstavitev Blohove razprave o francoski agrarni zgodovini v geografskem vesniku leta 1933,
ali njegove in Grafenauerjeve razprave in članki v jugoslovanskem historijskem časopisu, predvsem po naših razgledih, je to vrstne tematizacije zgodovinopisja nemogoče rekonstruirati, oziroma te dinamike v tej razpravi nemogoče rekonstruirati brez zgodovinskega časopisa. Poleg tega se spomnimo, da so zgodovinarke in zgodovinari prav na straneh ZČ zvedeli, kaj se dogajalo na svetovnih srečanjih, predvsem v prvih 30 letih, prve vrsti na svetovnih kongresih in to vse do sredine 80-ih let, ker leteh niso zasenčali specializirane srečanja in konference. Tukaj mislim predvsem na Grafenauerjeve in Cvitrevo poročanje v 10. svetovnem kongresu za zgodovinske vede v Rimu leta 1955. Govorimo o kongresu, ki je prinesel prevlado tako imenovane analovske šole. Mimo glede Možaka sta si delo razdelila starejši Cviter, je pisal za ZČ, Grafenauer pa za naše razglede. In morda je to lahko tudi priložnost za to, da sem mlajši del današnje publike popozorimo na to, da so bili naši razgledi vse do 90-ih let prejšnjega stoletja skoraj edino mesto oziroma časopis, v katerem je bilo mogoče predstaviti to vrste teme tudi širši intelektualni javnosti. Zato ne preseneča, da je tudi Peter govoril o tem, da so nekateri teksti na mesto v ZČ končali tam, oziroma tam so končali zaradi tega, ker so avtori želeli podati potem predstaviti širši javnosti. ZČ najdemo tudi poročilo iz 11. kongresa v Štokholmu in potem tudi San Francisco in tako naprej. In 25 let kasneje, to je tudi zadnja poročilo te vrste, vlogi poročevalca razgledimo Vasilija Amerika, ki je poročal iz kongresa v Stuttgartu. In kot veste, predvsem starejši velik je pogosto poročal tudi iz slovenskih stanovskih srečanj, oziroma si od časa do časa drznil oblikovati tudi večletno bilanco tovrstnega srečevanja. Tu mislim predvsem na njegov članek 20 let zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ki je šel leta 1981. Tudi sicer so bile obletnice precej priljubljene tema tega časopisa. Mislim seveda na okrogle obletnice zgodovinarjev, ki so praviloma izvali precej resne poskuse opredelitve slavljenčevega dela in žal tu dejansko lahko govorimo samo o slavljencih in ne tudi o slavljenkah in tudi o tem smo danes slišali že nekaj povedanega. Zame daleč najbolj zanimivo branje predstavljajo prispevki z področja historiografske samofotografije oziroma članki o, kot se je takrat rekel, sodobnem stanju vede. V tem zvezi ne bom povedal nič novega, da se danes nisem preteklosti, če omenim, da je večina napisal bolj Grafenauer, začel s člankom Problemi naroda slovenskega zgodovinopisja v našem času, leto 47, do članka o pisanju o slovenskem zgodovinopisju leta 93, to je bilo že mnogo. Vmes je pisal tudi o slovenskih zgodovinih učbenikih, že na samem začetku, leta 48-49, in pomenu posameznih zgodovinarjev za razvoj slovenskega zgodovinopisja. Se najbolj sistematično delo Milka Kosa, Milka in Franca Kosa, prvega že 52-53, drugega leto kasneje, sledila cena dela Cvitra, dolgo desetletje kasneje, in še kasneje pripravil tudi obširno razpravo 100-letnici ali 100-letnici začetkov slovenskega znanstvenega zgodovinopisja. Približno v istem času je kritično ocenil tudi vse 4 izdaje Kardeljeve razprave o slovenskem nacionalnem vprašanju in podobno kot že omenjeni Melik komentiral jubilejno 20. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Skupaj s Cvitrom sta tu in tam pisala tudi v kongresih zgodovinarjev Jugoslavije
glavna v tistem v Ohridu, 69, Cvita pa onem v Zagrebu, leta 58. Samega začetka so o tovrstnih srečanjih pisali tudi manj znani, pa nič manj pomembni avtorji, kot so Modest Olja, prvi tajnik dušo slovenskih novinarjev, in Leopold Pettauer leta 51. O njem ob teh kaže pomen še Frana Škerla, recimo njegov prispevek zgodovinarji v novi dobi, Milka Kosa, o njegovo razpravo o nekaterih nalogah slovenskega zgodovinopisja. Kot veste, gre za skrajšanje in prirejanje referat na 5. zborovanju slovenskih zgodovinarjev, Solkano leta 48. In seveda Cvitorov tukaj že omenjen razmislek o gospodarski zgodovini, problemi za diskusijo, je prvi del naslova. Ob naštetih ne smemo pozabiti tudi tistih, ki so si drznili tematizirati vpliv ali odsotnost vpliva marksizma v slovenskej zgodovinopisju. Tukaj mislim predvsem na Franceta Klopčiča, ki ga je Peter že omenil, njegove zapiske proti abstraktni podobi naše zgodovine in premislek o nekaterih hibah našega zgodovinopisja. Mislim na Vojka Staniča in njegove vprašanja zgodovinske periodizacije, z vidika družbene vloge Zveze komunistov in končno mislim na Janka Pleterskega in njegovo razglabljanje o zgodovinski misli slovenskih marksistov v času speta svoje knjige. Mi so to razpravo to in tam poživila druga imena, naprimer Peter Vodopirec, ki je pisal v Adamu Šahu oziroma njegovim razmišljanju o razgledanju zgodovino in resnico. Jan Krug, ki je v recenziji Sozialgeschichte der europäischen Arbeitsbewegung Wolfganga Abendorda razmišljal o vlogi socialne zgodovine nasploh. Pa prispevki Franceta Rozmana in nekaterih drugih. Konec 80-ih se tej družbi pridružijo zgodovinarji današnje srednje generacije. V tem času se srečamo s kasnejšim zagovornikom Burkhardt-kovskega koncepta kulturne zgodovine, navdušenkami in navdušenci nad zgodovino vsakdanjega življenja ali pa historično antropologijo in avtorjem, ki je pred dobrimi 20 leti svaril pred pretirano nacionalizacijo zgodovinopisja, kolega Štifik. Začetek te razprave do samostojne Slovenije zaznamuje že omenjena v moji oceni blaga polemika med Grafenerjem in Simonitijem. Zanimivo, da najpomembnejši poizkus tematizacije te vrste v 80-ih Vodopivčev članek poskus opredelitve razvoja slovenskega zgodovinopisja in tako naprej ni šel v zrač, kar bi nas lahko napeljalo na misel, da se historiografska samorefleksija, da se je historiografska samorefleksija preselila v druge časopise. Glede na to, da so dva, recimo trije omenjali pred menoj, bi to verjetno lahko bil kredibilen opis razvoja dogodkov. Naj nazadnje v to smer govorijo tudi objave, že omenjen članek je še o problemih, ali pa tematizacija mnoje revije. Predvsem v 80-ih in v prvi polovici 90-ih. In ko govorimo o novi reviji, seveda moramo upozoriti, da kaže misliti na tisto prvo obdobje pred polarizacijo tega časopisa in na to polarizacijo oziroma neko idejno usmeritev kaže tudi mislim, da zadnja kompleksna razprava o stanju v slovenskem zgodovinopisju, ki jo je organizirala ta revija in potem izsledke oziroma referate objavila. Tako kot iz samih referatov se tudi na sami konferenciji ali simpoziju izkazalo, da gre za enosmerno pomen, ker
je bilo zelo malo polemike, pa še ta ni bila dialoška, kot rečeno, enostavno. Torej, ko ste do zdaj že verjetno ugotovili, sem bral z očmi nekoga, ki ga zanima predvsem zgodovina zemljepisa. Skušal sem rekonstruirati dinamiko historiografske samorefleksije in pri tem ugotovil, da ta brez prvih 260 številk časopisa ni mogoča, da je bil razmislek o vlogi historične interpretacije sestavni del uredniške politike in to predvsem na začetku. Vsi tisti članki, ki sem jih na začetku omenjal, segajo med letom 47 in 60, ali pa velika večina. In končno, da se je historiografska samorefleksija v Sloveniji v 80 letih preselila v druge časopise, kot smo že povedali, sicer predvsem za časopis Novejšo zgodovino in že omenjeni revij Problemi in Nova revija. V 90 letih pa nekaj prispevkov na to temo najdemo tudi v filozofskem desniku, Inštituta za filozofijo na Zvrstu. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa vsem sodelujočim tudi iz stališča našega urnika oziroma časa, ki ga imamo na razpolago. Tako, zdaj smo slišali pravzaprav petali z mojim pred 6 razmišljanj o temi, ki je bila v naslovu današnje okrogle mize. Jaz si predstavljam, da je pol ure dobro, ali pa mogoče malo več, ki imamo na razpolago, da bi vsak moment tukaj za to mizo ponudil še možnost, če imajo na kakršno koli vprašanje, da vse bodo ampak če bi še kdo recimo na kakršno koli še nekakšno reakcijo ali diskusijo na predstavljene tekste in potem seveda ste vabljeni tudi še tukaj v dvorani, da seveda diskutirate o stvarih, katerih smo se pogovarjali. Če za začetek mogoče samo naštejem celo vrsto tem, smo seveda odprli ali pa pogovarjali se, marsikje vidim, da razmišljamo ali da imamo enake, čeprav seveda vsak drugače interpretira, kot je rekel Oto iste dogodke, pa vendarle nekatere stvari pa precej enako, recimo razdrobljenost raziskav, razpršenost seveda vsega zgodovinarskega prostora, pomanjkanje diskusij, gotovo ena stvar, ki mislim, da je tipična ali pa značilna za slovensko zgodovinopisje. Potem je bilo govora o izgubi centralnosti, ki ga je imel mesta, ki ga je imel spravi zgodovinski časopis v slovenskem zgodovinopisju. Potem navržene so te teme, ali pa omenjene so te teme, pomembne teme, seveda od revizionizma, revidiranja zgodovine, pogleda na preteklost, minjajočega se pogleda na preteklost. Mesto zgodovinarjev v družbi, ki se vedno bolj marginalizira. Potem recimo po eni strani, po drugi strani pa seveda soočeni vedno z večjo hiperprodukcijo zgodovinarskega stvarjanja. Vprašanje, ali res lahko govorimo o slovenskem zgodovinopisju in koliko o zgodovinopisju na slovenskem. Potem seveda tudi o tem, o zgodovinskem diskursu kot delu političnega diskursa, to so seveda teme, ki so smisel ne samo slovenska posebnost, ampak so, kako rečemo, kar. Jaz, če mogoče samo kot urednik zgodovinskega časopisa, čisto na kratko par stvari reflektiram ali pa se poskušam povedati, kar je bilo že rečenega. Seveda, zgodovinski časopis je popolnoma ima drugačno vlogo, kot je imel recimo v 50-ih ali pa od svoje ustanovitve naprej nekje do 60-ih letih, je bil centralna revija, hkrati je bil dolgo časa praktično edina revija, ki je edini prostor, ki so zgodovinarji lahko tudi objavljali. Z nastankom novih revij, ki so bile tudi vedno bolj specializirane, za posamezne ali geografsko, ali tematsko, ali tako naprej, seveda se je ta vloga nujno mogla zgoditi. Jaz tudi ne vidim seveda nobene možnosti, da bi se takšna funkcija zgodovinskega časopisa ohranila. Po drugi strani se seveda lahko vprašamo, če bi jo pa imeli takšno vlogo, ali si jo tudi res želeli, da bi imela ena revija neko centralno vlogo v smislu, da bi dirigirala neke stvari, verjetno si tega niti najmanj ne želimo. Kar bi si želel seveda kot urednik in kar je tudi povedano, rečeno, bi si jasno želel več diskusij, več diskusijskih prispevkov, ki bi šli ad rem, kot se reče, pa nas se veliko krat še vedno diskutira persona, na žalost, kar je
res ena velika hiba, mislim, našega zgodovinopisja, da nismo si sposobni diskutirati nekaj stvarnega nivoja, ampak da pravzaprav vsak poskus ene diskusije razumemo kot eno napad na neko osebno integriteto. Na vsak način bi si tudi želel tudi seveda več recenzij, se pravi ocen, kar je Marcela povedala, kar je proročeno tudi studija Humanitatis, cifra založuje s to drugo produkcijo, se pravi, da bi bila to bolj predstavljena, ampak seveda tega jaz sam se poskušam potruditi napisati vsako leto 2-3 ocene za zgodovinski časopis. Tega danes pripravljenosti več tega praktično ni več. In vzrok je to, kar je Peter v veliki meri rekel, to danes ni prinese absolutno nobene točke več. Mi smo postali dejansko, ta sistem točkovni nas je v katerem pogledu in tudi v tem pogledu lahko rečemo poguben. Po drugi strani pa vendar je zgodovinski časopis zavestno ohranja te vsebine in izkuša poganjati naprej za vse diskusije, potem rubrika zgodovino šoli in podobne stvari, obveščati o družbenem življenju, jubileji, o smrtnice. To se mi zdi, da so seveda teme, ki so sestavni del vsake historiografije. In zgodovinski časopis zagotovo to v slovenskem prostoru v najširšem okviru ohranja. Seveda, tudi zaradi tega, zaradi funkcije, ki jo ima, je vendarle zglasilo Zveze zgodovinskih društev, ki je nekako naj bi naša cehovska organizacija. Zato seveda to širino poskušamo, ne samo da poskušamo ohraniti, ampak seveda tudi spodbujati. Koliko smo uspešni pri tem je seveda druga stvar. Poskušamo se tudi odpirati, zlasti s tujimi avtorji, in zadnjem času seveda vedno več tudi da objavljamo tekste v tujih jezikih, s tem, da so seveda tudi tisti, ki pišejo o slovenski zgodovini ali po problematiki, ki je zanimiva, da je lahko berejo tudi od zunaj. Te samozadostnosti je verjetno vendarle enkrat za vselej konec. Če hočemo, da bodo ljudje, ki je vedeli o slovenski zgodovini, bomo mogli še več objavljati v tujih jezikih kot zunaj in objavljati tudi tuje tekste o naši zgodovini pri nas v tujih jezikih. Tako se bo ta prostor podpiral in temu seveda poskušamo, kolikor se seveda da tudi slediti. Po drugi strani pa jasno uredniški koncept tudi ta, da je to vendarle revija, ki je namenjena slovenski zgodovini v prvi vrsti. Starejši letniki, če pogledate, zlasti prve, seveda, da ste videli arheološke teme, zelo široke teme, se spomnite Korošce, njegovih Hetitov in pročevanja teh stvari. Seveda, danes so te časi smisla mimo, ker so specializirane revije, arheološki teksti so glavno v arheološkem vestniku, bodo šli ljudje najprej tjajskati takšne teme. Pa vendarle, torej, se pravi, v fokusu našega dela ali pa našega usmeritve zgodovinskega časopisa, pa vendarle slovenska zgodovinopisja, hkrati smo pa zelo odprti tudi za vse takšne teme, ki recimo so metodično, konceptualno zanimive ali pomembne za slovensko zgodovinopisje. Takšnih tekstov bi se seveda tudi želeli bistveno več. Se pravi, da bi poskušali ocenjevati ali aplicirati določene metode, koncepte, ki so bili pokazani kot koristni, uspešni ali pa kot koncepti, ki lahko povejo kaj novega ali pa prinešli nov pogled, da bi poskušali aplicirati na slovensko gradivo in slovensko temo. Toliko mogoče samo eno takšno dodatek. Kot vidite, tema je brezbrežna, o tem lahko govorimo ure in ure, vendar ni bilo časa. Zdaj bi res še eno rundo na kratko, če ima mogoče kdorko nekoli med vami še sošlo zadevo zapovedati, če ne potem prepuščam besedo publiki, ker mislim, da je med vami zopet veliko ljudi, ki boste imeli marsikaj zapovedati. Potem pa Bojan Balkovec je prvi javil. Če dovolite, bi samo še eno stvar dodal v zvezi s pomenom zgodovinskega časopisa, česar pa danes žal v tej reviji ni več. Vse do leta 1988, kot vemo, je zgodovinski časopis bil pomemben, delno pravzaprav ste to danes umili skozi vprašanje historiografije, je bil torej zelo pomemben tudi iz razloga, da je tekoče objavljal bibliografijo slovenskega zgodovinopisja, kar je bilo, vsaj za moje pojme, seveda po eni strani delo, ki je terjalo kar nekaj časa, hkrati pa seveda učinek tega dela bil pa najbrž pa neprecenljiv v smislu imeti na enem mestu zbran ta pregled, ki je seveda nekaj, kar je bilo
neprecenljivo. Ne bom pa seveda zdaj o vzrokih in kako pa to do teh 24 let potem stvari pa ni več. Kdo bo besedo? Jako prosim, Jako Proga. Hvala lepa za besedo. Marsikaj novega, marsikaj sem slišal in sem vesel nekako, pa potrebna se mi je zdela taka revija z neko kritično noto. Z večino stvari se moram strinjati, smo vsi zavezani nekim osnovnim metodološkim zakonitostim ali pa pravilom zgodovinske vede, zlasti heuristični plati. Seveda po interpretativni je pa pluralizem tisto, kar je dobro in zgodovinopisje je, kolega Luta je prej rekel, ne, v vsakem dogodku lahko zelo različno ocenjujemo glede izbora virov, glede akcentov in seveda glede ideološke dispozicije vsakega avtorja. Dve stvari bi rad samo rekel tu. Eno opozorilo, morda željo, parkrat je bilo rečeno, da se novo začenja, zelo novo, pa v zgodovinopisju, pa šele z 90 leti. Tu ne vem, ali je bilo to tako, zlasti pri kolegici Reginelli je bilo to slišati. Zdaj jaz bi prosil, če misli to objaviti, da ne le pogleda prispevke za zgodovino, delo zgodivanja, tako so se imenovali pa prispevki za novejšo zgodovino, so objavljali precej široko in ne bi rekel tako metodološko novo, ampak kar na nivoju, kakor zgodovinski časopis, in to od začetka 70 let. In kakor je bila prej, recimo, zgodovinski časopis in njegovi avtori, glavni nosilci iz filozofske fakultete, profesori, dosti ekskluzivni, so potem saj od začetka 80 let, ko je inštitut priredil eno velik simpozij o politični misli oziroma slovenski politiki v 20. stoletju, je tudi na fakulteti zginila tista a priorna kritičnost ali pa neko podcenjevanje inštituta. Tako da inštitut je produciral iz novejše zgodovine, kar je bilo njegovo delovno področje, čisto korektne na nivoju tedanje slovenske historiografije, tako da to ne smete pozabiti. Smo pa vsakdo začeli tam, ker je tam sam začel. Mi smo takrat, ker sedimo v začetku 70 let objavljali svoje akademska dela, magistrske dele, dizertacij in tako naprej. In nam je to se nekako v zavesti, da takrat smo pa začeli dobro pisati. Mlajši prihajajo, pa poznej pa začnejo takrat, ker so oni. No, ampak to je psihološko. Druga stvar pa, ki si je danes spadala večkrat beseda, o tem, da je zgodovinski časopis izgubil centralno vlogo, jaz mislim, da je ni izgubil centralno. To je Pelikan nazadnje rekel, ni več monopoln, tako bi rekel, monopolno izgubil, da pa ni več tako monopoln, je pa čisto razumljivo. Ko sem jaz prve članke, prve razpravice pisal, nas je bilo pišočih, če odštejemo tistih enobejovskih zgodovinarjev, nas je bilo mora biti 15 ali pa 20, ki smo kaj objavljali. Silno majhno število in tisto je vse lahko šlo v zgodovinski časopis. Danes je pa pluralizem tematik in pluralizem interpretacij tako velik, da tu noter ne gre. In zato se pridružujem, kar je obema zadnjima govorcema, kolegu Lutru in moderatorju, uredniku Štihu, da nek koncept, ki je danes
parkrat padla beseda, da bi moral biti nek koncept, nek koncept, da bi moral imeti. To danes ne gre več. Jaz, če samo en primer dam, boste verjetno drugi pa poznate tudi to je nemogoče. Če vzamem, kar mečken bolj poznam, kot pri drugih narodih, nemški historične Zeitschrift, to je tudi neka centralna revija, ampak ona objavlja vse sorte, ker je za posebne specialne problematike, za gospodarsko, za socialno, za antropološko, za politično zgodovino, nešteto na desetine revij v Nemčiji. In tudi pri nas, hvala Bogu, imamo vsaj 3-4 revije, ki objavljajo, so predvsem zgodovinarske, prispevki za novejšo zgodovino, Anales, in saj ČZN tu nedavnega, zdaj pa tudi študija historika Slovenika v Mariboru. Tako da jaz si ne znam predstavljati, kako bi zdaj ti naredil. Je pa seveda možno, kar tudi zgodovinski časopis dela in recimo v drugih državah, pri drugih narodih, da centralna revija, ki mora biti revija vsega, ima specialne zvezke. Da bi enkrat posvetili se, zdaj je Luther omenil, ilirskim provincam, muzealci so to že parkrat naredili, zdaj pa verjetno na našem historiografskem področju še tudi mnogo problemov, ki bi lahko posvetili tako številko. Ali pa recimo 1848 leto sem enkrat jaz na enem zgodovinskem zborovanju rekel, da ni bo kako dobro obdelano, da je še zmeri ta stari apih, ta boljši, pa so bili nekateri moji profesori hudo prizadeti in užaljeni, pa ni treba, da so, niti ni bilo takrat treba, da bi bili in tudi danes vedno znova se da še kaj boljšega napisati. Hvala lepa. Jaz moram reči, da ne dobro razumem to vašo pripombo, ker jaz, ko sem govorila o razlikah med zgodovinopisnimi članki, ki so objavljeni v 90-ih letih in to, kar je bilo prej, sem mislila predvsem na povečanje nekih spremenljivk, tematik, pristopov. To še zdaleč ne mislim. In jaz se posebno strinjam, recimo, da vidimo, ki je tudi ponudil kolega Luther v zvezi v bistvu bi rekla, z neko kompleksno sliko historiografskega diskurza in tudi to željo, ki je vidna v 50-ih letih in še v 60-ih letih v zgodovinskem časopisu, da se vse skozi gleda, kaj se dogaja zunaj. Tako da tu moram reči, očitno prišlo malo do nesporazuma. Sem pa poskušala pač nekako opozoriti na določene novosti, ki se začenjajo kazati v samih številkah v 90-ih letih, pa če pogledamo, koliko je socialne zgodovine, koliko je zgodovine vsakdanjega življenja, koliko je razpravno o temo ženske zgodovine, tega pač v takem številu prej ni bilo. Drugi moment, ki se bi navezala na to vprašanje kritičnosti. Jaz mislim, to, da neka recenzija v trenutku, ko pozoriš recimo na nek metodološki manjko, se lahko tako sprevrže pač v kritiko ad persona, kot se mi zdi res tesen problem. Skratka, tako je pač nastopi neka užaljenost in v bistvu en problem, ki se mi zdi v slovenski družbi pač pomemben. Ta refleksija v bistvu, kakšno zgodovinopisje mi lahko produciramo v družbi, ki je res vis-a-vis družba oziroma face-to-face družba. Mislim, če gledamo tudi na slovensko sociologijo, v bistvu neke refleksije o tem, kaj pomeni producirati znanost na neki zelo majhni družbi in kaj pomeni seveda tudi producirati, bi rekla, kritični diskurs, v tem primeru pač v zgodovinopisju, v okolju, kjer se vsi poznajo in kjer je lahko zamerljivo strašna, in dovolj, če pomislimo, kaj se dogaja na ravno recenziji, točkovanju in tako naprej. Mislim, to so kar vprašanja, o katerih bi veljalo. Ja, jaz bi se mogoče to razpravo vključil in bi spomnil na pa že omenjena Kara. On je tisti, ki je zelo eksplicitno povedal, ko gre zgodovinar v arhiv svoje intelektualne predlaganje, mora pustiti prebrati. Vse, kar že kako zbiramo gradivo, kjerkoli v arhivu, na terenu, pri tem ne moramo svojih spoljnih usmeritev, spola
ničesar izključiti, enostavno to je sestavni del. Hec pa je, da kakorkoli gledamo, je ta razprava začela živeti šele v 80. In potem v 90-ih dobimo širšo skupino ljudi, ki jih to sploh zanima. To je dejstvo. In nič hudega ni, če se ta razprava preseli tudi v druge medije. Zdaj, ta isti kar, kaj je zgodovina, oziroma what is history. Večino vas ve, da je nastala na podlagi nekih tekstov, ki jih je on za BBC 3 napisal, da je postal kot posledica neke velike polemike z jezikom Berlinu in nekim vabilom na Cambridge, ker je pol semestra predal in tako naprej. Torej, te razprave se dolgo časa vidijo, se lahko potem razširijo v različne medije in nima nič proti, če se nam to zgodi, oziroma ko se nam je to še dodajalo v Sloveniji. In spomnite se, nekaj časa bila aktualna razprava v zgodbi, kako zdaj interpretirati, ali v zgodbi nazaj zgodovinopisati, a so zgodovinari in zgodovinarki zgodili bralce za tega, kar pišejo suhoparno. Samo mi pogrede, vesel sem, da se nam je tudi Erwin Hladnik Milcačič končno pridružil in me veseli, da je postal zgodovinar, ali to želi. Mimo grede od njega se tudi prvič slišal, ki je slovenska obala v resnici. Torej, kar se nam je zgodilo v nekem trenutku, in zgodilo se je podobno kot v drugih okoljih, naj se po Veliki Britaniji, ZDA in Franciji, prišlo je do neke vrste kolonizacije zgodovinopisja. Predstavniki drugih ved, še posebej, ko je prišlo do vprašanja o statusu resnice, ali v preteklosti, ali v sedanjosti, so se v to razpravo vključili tudi filozofi. In to, kar se je zgodilo v veliki meri umetnostne zgodovine, ko so jih z drugih ved dobesedno kolonizirali, ko neke teme sploh so bile izvožene v kulturne študije in tako naprej, se je deloma zgodilo tudi zgodovinopisju. To se zgodi za vsako vedo, ki je nekoliko starejša. Nastanek historične antropologije, vsega tega, to je posledica tega procesa in to je zgodilo tudi ta prostor. Čeprav glede na število ljudi, ki, kot smo večkrat slišali, sploh piše, še vedno ne veliko, se potem nujno zoži na te mikro okolja, kjer pa seveda polemika, kadar je polemika, ne more biti drugače kot osebno. Jaz nimam težave z osebno polemiko, jaz imam težave, ko polemiki ni. Dobro, hvala lepa, prosim še naprej. Ja, prosim, kolega Agič iz Zagreba. Dragi kolege, se hvalim na pozivu, da ste nas ovdje pozvali, da smo mogli doći, da mi se s njim naporen, koja je urednica našega časopisa Povijest u nastavi, kolega Vladimir Janković, koji je tajnik redakcijskih historijskih zbornika i ja kao urednik historijskih zbornika. Čuli smo ovdje mnogi stvari koje i nas muče isto. Kao što znate, historijski zbornik je isto bio središnji časopis u Hrvatskoj i tu je poziciju zadržavao negdje do 80-ih ili kraja 80-ih. Onda je 90-ih došao u krizu, na početku 2000-ih bi skoro se ugasio. Čini mi se da vi niste imali taj problem, a mi jesmo da onda u nekoliko navrata da smo izlazili komotanti dobro i nekako smo to uspjeli očuvati, ali taj središnji položaj ipak je narušen i ono čime se ja kao odrednik mučim jest da odrasli, zreli povjesničari sve manje pišu u objavljenim časopisima ili objavljuju knjige ili ne objavljuju, odnosno manje mjeri to rade, osobito prikaze slabije pišu, pa se javljaju doktoranti, znanstveni novaci. Sad teško se može održati središnji položaj u historiografiji ako imate časopis u kojem je trećina radova ili polovica radova rezultat rada oni koji su na početku karijere. Nekako nadam se da ćemo uspjeti održati
barem i tu razinu. Vama čestitam da ste uspjeli, ja pratim slovenski časopis i na redovitosti, da to izlazi na vrijeme, ali koliko vidim surađuju mnogo. To nas financirate. Da, mi tu sad jesmo nekako osigurali tu financijsku stabilnost, malo ove godine kasnimo, ali nemamo još toga poticaja, valjda ne budu i to nadjerali. Malo smo baš sad kolege se razgovarali o pitanju tih nekih metodoloških rasprava. One kod nas isto nisu česte, ali nekako mi se čini nije naša historiografija toliko odrasla, izrela i velika i na tome valja raditi. Možda možemo razmišljati o nekakvim transgraničnim mogućnostima suradnje, o nekim... Mi smo objavili nekoliko članaka slovenskih povjesničara, preveli smo ih na hrvatski, objavit ćemo i u sljedećem broju jedan članak, on će biti na engleskom jeziku, tako da pozivam da možda imamo nekako zajednički. Hvala lepa. Prosim, še kakšna misel, da zaključimo za našo prognozico. Ja, prosim. Zelo zanimiva okrogla miza. Jaz bi mogoče povedala za moje mnenje, ni mnenje zgodinarja, zgodinarke. Sem pa sicer upeta v dejavnost zgodine prek medalske dejavnosti. Predvsem mi je prav všeč misel to, da je zgodina tista, ki pripomore k razumevanju preteklosti. Jaz to razumem tako, da bi zgodina ne bila tista, ki pripomore k razumevanju življenja. Se pravi, se odpre na vzven tudi preko povezovanja z drugimi strokami. Mogoče jaz, kakšen zunanji povezovalec, vidim en problem v tem, da tudi če se zgodina odpira za vino, se mogoče premalo odpira za življenje našega človeka tukaj. Namreč, če se vprašamo, koliko naših ljudi, Slovencev, pozna našo slovensko zgodino, bi bilo verjetno spoznanje drastično, v negativnem smislu. V tem vidim eno veliko dilemo in pa problem tudi zaradi tega, ker vendarle v življenju gre za rast osebnostno, rast posameznika. In če posameznik ne pozna svoje preteklosti, svoje zgodovine, ima potem probleme v družbenem smislu. To lahko danes vidimo in se zgubljamo potem tudi v ideoloških razpravah. Samo toliko. Hvala lepa. Torej, če ni več kakšnih prispevkov diskusijskih, potem se vam prav lepo zahvaljujem za pozornost. Ko se vidi, se je okrogla miza snemala, objavljena bo na portalu, ki ga imamo na Sistoriju, tako da potem sledi v širšem okrogu, ali bomo te prispevke objavljali, ne se bomo še dogovorili, bomo videli. Zdaj bi vas pa hkrati prosto, oziroma smo videli tudi najavljeno, da sledi te okrogli mizi, se vabljeni, da še ostanete še kratka predstavitev tega zbornika o zgodovini otroštva, ker je pač to zadnja publikacija, ki je šla pod blagovno znamko, če temu lahko tako rečem, zgodovinskega časopisa, uredil pa jo je, in to je zbornik referatov za zborovanje slovenskih zadnjega zborovanja slovenskih zgodovine v letu oktobra na Rogli, uredila pa jo je ekipa okrog Matevža Košira, ki je tudi predsednik Zveze zgodovinskih društv, tako da njim prepuščamo zdaj mizo in besedo.